Kako bi kaj na kratko komentirali to današnje soočenje oziroma predstavitev? Ja, čestitke časniku Večer, voditeljici, vam, tehničnemu osebju, očitno sledite naprednim gibanjem in ste tudi prisotni v multimedijskem centru, tako da vas tudi mladi spremljajo, ne samo starejši, ki niso vešči interneta. Jaz vam želim, da bi bilo čim več naraščaja med Štajerci, da bi v bistvu nasledili vas, vaju dva, ki sta zdaj tukaj, in pa tudi gospod Vaneso in pa direktorja in tako naprej, da boste Štajerci naprej še vedno ponosni in branilci, bi rekel, tega prostora, kar se je v zgodovini že izkazalo, ko ste v bistvu se vrlo postavili v ramo z rami z generalom Majstrom in ohranili to deželo slovensko. Glejte, danes smo končno prvič izven parlamentarne stranke dobili vsaj to minimalno možnost, da povedemo naš program, naše stališča in da slovenski bralec oziroma bralec Večera, časnika, izve, zakaj se mi zavzemamo. Mislim, da je to vse pohvale vredno, vendar to je vsekakor premalo. Mi bi morali zdaj imeti za nasprotnike gospoda Jelinčiča, katerega si močno želim na nasprotni strani, gospoda Janšo in ostale gospode. Šele takrat bi se kresala mnenja, šele takrat bi naši ljudje lahko videli razliko med njimi, ki vladajo 17 let, in nami, ki mislimo na pošten način Slovenijo popeljati v boljše čase. Stranka slovenskega naroda je stranka vseh Slovencev, nikoli ne bomo pustili Slovenk in Slovencev na cedilu, to je naš moto, pa tudi državljanov, ki Slovenijo sprejemajo za svojo domovino. Malce mi je razočaralo, da je bilo premalo govora o tistem, kar je za mene bistveno, to je varstvo okolja, varstvo narave, varstvo človekovega zdravja in varstvo kvalitete življenja. Ja, to ni bilo neko grozno soočenje, ampak je bilo bolj predstavitev vsakega kandidata, kajti gotovo bi bilo bolj zanimivo, če bi bile tu parlamentarne in pa neparlamentarne stranke. Mislim, da bi bilo to tisto pravo soočenje. Tu pa je nekako vsi več ali manj pihamo v enak rok, mi se potegujemo za parlament in pravim, v prihodnje bi bilo veliko boljše, če bi imeli kot sogovornike na drugi strani te parlamentarne stranke, ki so imele možnost vplivati na to dogajanje v Sloveniji v preteklih 4 letih. Lepa priložnost za predstavitev programov, za to, da se kot politiki predstavimo. Saj je jasno, da ljudje izbirajo ljudi, koliko so verodostojni in koliko jim tudi zaupajo. In bila je lepa priložnost, ne tako kot ostala soočenja, ki jih imajo priložnost videti na teh srečanjih, kjer je v glavnem Patria in kdo bo koga kaj z blatom obmetaval. Ampak smo ponudili neke vizije, rešitve, programe, zakaj smo zauzemali in kakšni smo ljudje. Kakšni smo tisti, ki želimo torej biti predstavniki ljudstva. Torej, vesel sem, da nam je Večer seveda dal možnost, da lahko predstavimo svoje stališča. Sam bi si seveda želel, da bi takšnih možnosti bilo več, ne, ker v enem soočenju, ki pravzaprav ni soočenje, samo predstavitev, bi rekel, programov, liste, se pač krešajo neka mnenja. Želel pa bi si, da bi se soočili z predstavniki vladnih strank. To je tisto, kar želimo, to je tisto, čemer se nagibamo in to je tudi razlog, zakaj smo se podali na volitve. Moram reči, da ne razumem tega dejstva, da nam nihče tega ne omogoči, še posebej ne javni zavod RTV. Na drugi strani pa se seveda sprašujem, kdo se boji resnice. In če govorim še samo v tem delu kot neko dejstvo, včeraj sem dobil, bi rekel, na presenečenje sebe in vseh tudi kazensko ovadbo, ker sem pač govoril na enem izmed, bi rekel, novinarskih konferenc stališče, kaj nekaj je v tej državi narobe. Kot predsednik tretje največje liste oziroma stranke v mestni občini Maribor, kot predsednik liste za pravičnostni razvoj v celi državi, sem povedal, kje je treba iskati razloge za nastanek tajkunov. In do včerajšnjega dne si nisem niti upal pomisliti, da bodo zaradi tega zdaj proti meni začeli postopki in pričakujem, da me bodo do petka najverjetneje ponovno aretirali. To je nekaj, kar enostavno ne moremo razumeti, ne? Isti dan, ko smo vložili v listi za pravičnost in razvoj kandidaturo za letošnje volitve, so proti meni iz pisarne, ki je seveda znana po tem, da zastopa predsednika vlade,
odvetniške pisarne, vložili kazensko ovadbo, da naj bi govoril in škodoval ugledu državne institucije oziroma banke, v kateri lasti smo tudi mi, mali delničari, med drugim tudi jaz kot komitent in kot mali delničar, in zaskrbljeni nad dejstvom, kaj nekaj se dogaja z našim denarjem, če je bila delnica rekordno nizka, smo zdaj dobili kazensko ovadbo. In to ovadbo nisem dobil samo jaz, dobili smo jo vsi mi, vsi predstavniki Liste za pravičnost in razvoj in hkrati vsi državljani in državljanke, ki so kupili delnico. Kajti, če ne moramo niti povedati svojega stališča, svojega dejstva, da smo zaskrbljeni nad upravljanjem, potem nam zaradi tega dajo seveda ovadbo in nas želijo zdaj zaradi tega zapreti. Poglejte, zdaj razumem ljudi, zakaj se nihče seveda ne želi izpostaviti, zakaj nihče ne želi in ne upa povedati, kar je res. Vsi tako govorijo, ko pa je treba to povedati javno, tako pred kamero, pa ni nikogar. Zdaj vem zakaj. Ker ti naslednji dan te čaka ponovno aretacija, pridejo ljudje v plavem, te zaprejo in kaj si lahko zdaj narediš. Če pa tega ni v neki normalni parlamentarni demokraciji možno povedati, jaz potem res ne vem, v kakšnem svetu oziroma državi živimo.